Me kradi, teci, moraš me dobiti. Kaj počneš? Kaj počneš? Potrebujem medicinsko pomoč. Hvala. Sam sebe zastopam v čem? Mislim, zmeden sem glede tega, kaj se pravzaprav dogaja. Prosim vas, da mi kot del izreka kazni dovolite 5 minut v zaklenjeni sobi s tem demonom. Obtoženci, ki se zastopajo sami, družinski člani, ki poskušajo priti do domnevnih morilcev in zlorabljavcev otrok, odvetniki, ki kričijo na sodnike, nekateri celo aretirani v sodni dvorani. Popeljali vas bomo v sodne dvorane po vsej državi, kjer so stvari ušle izpod nadzora. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Začnemo v mestu Beaumont v Teksasu, kjer je moški obtožen grozljivih kaznivih dejanj, povezanih z gradivom, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Aprila 2026 je na sodišču doživel pravi padec. Dobesedno, omedlel je. Potrebujemo zdravniško pomoč. Hvala. Christopher Smith je bil aretiran, potem ko je posebna enota prejela namig o domnevni delitvi otroške pornografije. Policija pravi, da so pridobili podatke o Smithovem računu in domnevno našli več 10 fotografij in videoposnetkov zlorabe otrok. In po navedbah sodnih dokumentov je celo naložil svoje fotografije in videoposnetke, kar je policiji domnevno pomagalo potrditi njihove sume. In med sodno obravnavo, aprila, je odvetnik poskušal doseči znižanje Smithove varščine. Sodnik jo je določil na $800,000. Toda ko je sodnik zasliševal Smitha, se je začel zibati. Ste poročeni ali samski? Poročen sem. Gospod, On je poročen. ima kakšne otroke? Imate kakšne otroke? V redu. Ali živite skupaj s svojim zakoncem? Ali živite s svojim zakoncem? To je to. No. Tudi zdaj, ko je... To bom nosil s seboj. Ja, vidi se mu na obrazu. Nujna medicinska pomoč. Hvala. Prosi. Ne. Ja, gledamo že kakšnih 80 ur. On je omedlel, natančneje. Gremo v živo, gospod. Radio. Samo usedite. Oprostite, opravičujem se. Odkot krvavi? Ni ga niti udarno v obraz, prvi sodnik. Na srečo. Ni tega storil, ampak ga je udaril v obraz. Tako ali tako radija ne prenaša. Potrebujem zdravniško pomoč. Hvala. Ja, krvavi. Da, iz vesoljske. Porota ni v dvorani. Si. Gremo. Oceniti. 2. Smith je bil odpeljan na zdravljenje zaradi morebitno zlomljenega nosu. Sodnik se ni odločil znižati varščine, temveč jo je ohranil pri $800,000. Ni jasno, ali je Smithu uspelo zbrati dovolj denarja za izpustitev, vendar je njegov primer še vedno v teku. Nato smo v San Diegu v Kaliforniji, kjer zvezdnik TikToka, obsojen brutalnega streljanja na svojo odtujeno ženo in njenega prijatelja, med izrekom kazni ni mogel biti tiho. Ne. Svojo nekdanjo svakinjo se je celo zapletel v kričeč prepir. Kaj ti to pomeni? Kaj ti to pomeni vedeti, veš, imel sem zapestnico. Ne bo šlo poceni, če boš ti prva poceni. Oprostite, vaša čast, ampak ob tem občutku mi postane slabo. Torej, pojdimo malo nazaj. 32-letni Ali Abulaban je bil osebnost na TikToku z skoraj 1 milijonom sledilcev. Z ženo Ano sta se preselila na zahodno obalo, vendar naj bi njun odnos postal toksičen zaradi obtožb po nezvestobi na obeh straneh. Oktobra 2021 je Ana prosila Abulabana, naj se izseli iz njunega luksuznega stanovanja, zato je odšel v hotel. A vrnil se je, da bi na iPad svoje mlade hčerke namestil aplikacijo za prisluškovanje. In ko je kasneje zaslišal Ano s moškim prijateljem Rayburnom Barronom skupaj v stanovanju, je Abulaban pridrvel tja s pištolo in oba večkrat ustrelil. Poklical je tako nujno pomoč na številki 911 kot svojo mamo, nato pa je šel po hčerko v šolo. Ustavili so ga in aretirali ob avtocesti. Čeprav je na družbenih omrežjih vse kazalo na srečno in ljubečo zvezo, so med večtedenskim sojenjem za dvojni umor
Glasovna sporočila samega Abulabana razkrila, kako zelo je začel sovražiti svojo ženo. Tvoje male kurbe prijateljice si želijo, da bi imele tipa, kot sem jaz. Želijo si, da bi imele tipa, kot sem jaz. Njihovi otroci nimajo niti očetov. Tudi Julija je rekla, da si tako preklemansko dobra oseba do moje hčerke. Jaz sem preklemansko najboljši moški, kar si kdaj spoznala. In ti si najbolj zabit prekleti tip, kateremu sem kdaj posvetil svoje življenje. Ti si najbolj zabit prekleti sreča, da nikoli niso imela otroka skupaj, ker si tako preklemansko neumen. Dal si Julijo in njenega otroka pred najino lastno hčerko. Dal si Claire, dal si vse druge. Dal si tisto preklemansko trans osebo pred najino lastno hčerko. Dal si jo pred svojega moža. Ti si res. Ti si neumen. Postavljaš se na stran ljudi, ki ni prav nič mar zate. Ne bodo kistali ob strani. Uživaj s svojim majhnim, prekletim, dolgočasnim fantom. Uživaj s svojim majhnim, prekletim Jamesom Wymanom. Uživaj s svojimi bivšimi. Prekleti bivši. Pozdravljena, ti si moja prekleta. Želim te, ti baraba. Prekleti in sojenje se je končalo, ko je Ali Abulaban sam pričal in poskušal zagovarjati svoje dejanja. Pištola je bila moj roki in naslednje, kar vem, je, da streljam in se ne morem ustaviti, samo streljam. In celo sam sem bil presenečen, kot da gledam, kako se to dogaja, kot da sem na sovoznikovem sedežu lastnega telesa. Ne morem tega ustaviti in slišim Ano, kako kriči in joka. Sploh se ne spomnim, da bi ustrelil Ano. Spomnim se samo, da sem stekel nazaj do vhodnih vrat, prijel za kljuko in potem me je zadelo. Sem si mislil, ali se je to res zgodilo? Porota je Abulabana spoznala za krivega 2 točk obtožnice zaradi umora prve stopnje. In prav pri izreku kazni so stvari resnično ušle izpod nadzora. Njegova obrambna ekipa je poskušala trditi, da je prišlo do nepravilnega ravnanja tožilstva, zato bi bilo treba celoten primer zavreči. In Abulaban ni bil zadovoljen s tem, kar je imel tožilec povedati o tem. Obtoženčev odziv je vsekakor kazal na zavedanje krivde. Ko sem ga vprašala, ali ste kdaj govorili z gospodom Edwardsom, njegov odgovor bi moral biti preprosto ne. Če res nikoli ni govoril z Brianom Edwardsom ali katerimkoli zapornikom v zaporu o umorih, bi bil njegov odgovor preprosto ne. To pa ni bil njegov odgovor, izbruhnil je. Rekel mi je, ali me sprašujete o nekem zaporniškem ovaduhu? To kaže na njegovo krivdo, saj ve, da je dal te izjave in jih razkril. Zato je povsem razumno, da postavljam ta vprašanja. Ja, govoriš neumnosti. V redu, naj nekaj razjasnim, prav? Zdaj, oprosti. Če bo kakršnakoli motnja, veš kam z njo. Ven, v redu? To se zgodi samo enkrat. Dogaja se zdaj, ne bo se ponovilo. In to velja tudi za vas, gospod predsednik. Hvala. Sodnik je zavrnil zahtevo za novo sojenje, kar je pomenilo, da so sledile izjave o posledicah kaznivega dejanja za žrtve. In takrat je prišlo do kričanja med Abulabanom in njegovo nekdanjo svakinjo. Sodnik je Abulabanu prav tako dal priložnost, da spregovori, kar je v celoti izkoristil. Tistega dne, 21. oktobra 2021, sem bil v najslabšem fizičnem in duševnem stanju v svojem življenju. Bil sem bolan, trpel sem za nezdravljeno hudo duševno boleznijo, ki je bila združena z uničujočo odvisnostjo od drog, kar me je pripeljalo v stanje z drogami povzročene psihoze. Moj odziv v tistem trenutku je bil nenameren, impulziven odziv, v nasprotju z mojo boljšo presojo na odkritje, da je Ray v romantičnem razmerju z mojo ženo. In zato mi je žal. Žal mi je, da v tistem trenutku nisem bil dovolj močan, da bi se obvladal. Žal mi je, da je moje grozno dejanje tistega dne povzročilo neupravičeni smrti Rayburna Merrila in Henryja Marija iz Obojnika. Moja partnerka, moja najboljša prijateljica, mati moje hčerke in ljubezen mojega življenja. Sram me je tega, kar se je zgodilo. Uničen sem zaradi škode, ki sem jo povzročil družini Ane, družini Raya in svoji družini. Če bi lahko vse to razdeljal, bi vklel. Če bi se lahko vrnil na tisti dan, bi zjutraj najprej odšel v Los Angeles, kot sem prvotno načrtoval. Ani bi dal prostor, ki si ga je želela, in ta čas bi izkoristil, da bi se osredotočil na iskanje prave pomoči, ki sem jo tako zelo potreboval.
In pokleknil bi in Ano prosil odpuščanja. Oprosti mi, ker sem postal raztresan. Ker sem dovolil, da sta moja tesnoba in negotovost vplivali na moje misli in moje vedenje do Ane in do njene prijateljice. Odpuščanje, ker sem uporabljal kokain kot zdravilo, je zaradi tega postal zasvojen. Ker sem zanemaril svoje odgovornosti do tebe, Ana, kot tvoj mož in svoje odgovornosti kot oče. In ker sem dovolil drogam, da sem ga spremenila v patetično prazno lupino moškega, ki ga je vzljubila. Zaradi teh dejavnikov sem izgubil sina. In zaradi teh dejavnikov sem izgubil štetje. Globoko se opravičujem vsakemu izmed vas, ki ste trpeli zadnja 3 leta. Družini Gardina, svoji lastni družini. Najevi mami in očetu, res mi je žal za to, kaj sem storil vašemu sinu. Jordanu in njegovim sorodnicam, res mi je žal za to, kar sem storil vaši mami. Res si želim, da bi lahko spoznal raja, tako kot ga poznate vi, tako kot so ga poznali njegovi prijatelji. In zdaj, ko sem videl, kako zvesto ste vsi prihajali na to sojenje, da bi ga podprli, nimam nobenega dvoma, da je bil Rej dober človek. Svet je resnično utrpel veliko izgubo in zaradi tega mi je zelo žal. Želim si, da se to nikoli ne bi zgodilo. Družini Anne-Marie, ki jo še vedno ljubim in jo imam za svojo družino. Mnogo stvari bi rad povedal. Ani mami, Amaliji in Ronu zaupala sta mi, da bom zaščitil vajino včer, pa sem vaju razočaral. Želim si, da bi lahko ponudil kaj več kot samo opravičilo. Želim si, da bi lahko to popravil. Resnično mi je žal za to, kar sem storil Ani, njenim staršem, njenim sorojencem, tetam in stricu. Počutil se grozno. Ana je bila najlepša ženska, kar sem ji kdaj srečal. In želel sem preživeti preostanek svojega življenja z njo. Da jo ljubim in cenim, da jo nikoli ne prizadenem. Da jo spodbujam, ne da jo spravim na tla. Ampak nisem uspel. Sem pa hvaležen, da sva z Ano lahko imela otroka. Vnukinjo, nad katero se lahko veselita obe najini družini. Verjamem, da so bo ljubezen in duh, ki jo je žerevala Ana, živela naprej v njej. Na moji ljubljeni hčerki. Ko boš dovolj stara, da boš to videla, prosim, ne krivi sebe. Nič od tega ni tvoja krivda. Tvoja mama te je imela zelo rada in tudi jaz te imam zelo rad. Ti si najmočnejše dekle, kar sem jih kdaj poznal in zelo sem ponosen nate zaradi tega. Opravičujem se za vse neumnosti, ki sem jih naredil in zaradi katerih si ti trpela. Za vse, kar ti je bilo vzeto. Žal mi je, da moraš zdaj odraščati ne samo brez svoje mame, ampak tudi brez očeta. Zame. Zato se bom vsak dan trudil, da postanem boljši, da poiščem rehabilitacijo in da se upam nekega dne vrnem domov k tebi. Ker me je strah, da ne bi bil del tvojega vsakdana. Cenjenemu sodniku Freemanu se želim zahvaliti, ker ste bili skozi celoten proces izjemno pošteni do mene in ste mi dali priložnost, da se branim. Res je žalostno, da je kljub prepričljivim dokazom, da je šlo za zločin iz strasti, porota vseeno sprejela takšno odločitev. In pri tem zagotovo niso izgubili časa. Dejstvo, da sem na pričevanju preživel več časa, kot da je porota potrebovala za odločanje o moji usodi, je zelo zaskrbljujoče. Dejansko je predsednik porote sam povedal novinarjem Fox 5 News, da si je nekaj porotnikov želelo izbrati drugo poroto, vendar so jih ostali člani porote pritiskali, naj tega ne storijo. Mislim, da to pove vse in jasno kaže, da je bil razumni dvom namerno prezrt, ter da pravičnost ni bila glavni motiv za njihovo odločitev. Bila je maščevanje. Hvala. In zdaj mi ne preostane nič drugega, kot da preostanek svojega življenja preživim v zaporu. Smrt v zaporu. Zelo počasna in dolgotrajna smrtna kazen. To pomeni, da čez 50 let, če bom še vedno živ, še vedno ne bom upravičen do izpusta. Mislim, da to ni pošteno. Še posebej potem, ko je bilo jasno povedano, da so bili vpleteni droge in alkohol.
In dodajte, da gre za osebo z nezvestobo in duševno boleznijo. In imate recept za katastrofo, v katero bi lahko padel vsak. To se je zgodilo meni in še vedno ne morem verjeti. Biti poslan v zapor brez upanja, da bom kdaj prišel ven, se resnično zdi, kot da sem poslan v pekel. In to je strašljivo. In mislim, da to tudi ni prav. Osebno verjamem, da bi moral imeti vsak možnost pogojnega izpusta, ker ima vsak možnost, da se spremeni. Kljub temu pa je moj cilj, da svojo kazen odslužim z vzornim vedenjem in sodelujem v vseh rehabilitacijskih programih, ter sem pozitiven vzor drugim zapornikom. In vse to bom počel po svojih najboljših močeh z namenom, da se nekega dne varno vrnem v družbo. In na koncu vsem ostalim izrekam svoje najgloblje opravičilo iz srca. Divji ste. Oprostite. Vsem vam želim mir, ozdravitev, ljubezen in obilico veselja v prihodnosti. Še naprej bom molil, da si zaslužim vaše odpuščanje. Hvala. Še vedno verjamete, da je to še vedno zločin iz strasti? Vi? Še vedno verjamete v to? Na koncu je sodnik Bolabona obsodil na 2 zaporedni dosmrtni kazni, brez možnosti pogojnega izpusta, plus dodatnih 50 let do dosmrtne kazni zaradi uporabe strelnega orožja. Zdaj smo v okrožju Pontotoc v Oklahomi, kjer tokrat ni obtoženec tisti, ki izgubi živce, ampak odvetnik. Rob B. Hopkins se je februarja znašel na napačni strani zakona. Zastopal je mater otroka v sporu za skrbništvo. In že od začetka obravnave je bilo napeto. Ko je Hopkins poskušal predstaviti svoje argumente, se je zapletel v prepire tako s sodnikom, kot z nasprotnim odvetnikom. V redu, če vzamete tisto vlogo in mi poveste, na kateri odstavek naj grem. In spet, tukaj. Prisežna izjava Julian Kramer, ki je priložena v podporo ugovoru glede pristojnosti in predlogu za zavrženje zadeve otroka, to je... Katera stran je to? Odstavki A, B, C, D in E. Kaj pa njena prisežna izjava Julian Kramer? 3. odstavek, prebivališče otroka. Od rojstva dalje je OKDPLV neprekinjeno in izključno prebival pri. Ugovor. Ugovor. Lahko navedem razloge? Daj, gospod. To je pričanje iz druge roke. To je vaša izjava pod prisego. Najdi ta del športa. Tiho. Neneno me prekinja, pa ga še niti enkrat niste opomnili. Tiho. Pusti ga, da vsaj dokonča svojo misel. Nisem mogel dokončati niti ene misli. Dokončajte svoj stavek, vaša čast. Cenim, da je zaprisežena izjava priložena vlogi, vendar je kljub temu to posredna izjava. Ogovarjam na podlagi tega, da tega ne morem navzkrižno zaslišati. Veste, to ni priča, to je stol tožnika. Vesel sem. Ne vem, kako dolgo je gospod Palmer že v tem, ne poznam ga, ampak sem prepričan, da dlje kot jaz. In že je podal ugovor glede pristojnosti brez prisotnosti stranke. Enkrat ali dvakrat sem kar prepričan. Gospod, nimate pojma, kako neizkušen sem. Gospodje. Naj vam povem, kaj mislim. Frustrirana sem, ker vaše stranke ni tukaj. Tudi jaz sem. Ne prekinjajte več sodišča. Da, gospa. Frustrirana sem, ker vaše stranke ni tukaj. Frustrirana sem, ker vem, da je za njo razpisan nalog za prijetje, kar je morda razlog, da je ni tukaj, ne vem. Nisem končal s svojim argumentom. In tudi jaz nisem končala svojo izjavo. Spet ste me prekinili. Ne meči svojih, jaz sem naredila. Ne meči tega, padlo je s klopi. Prosim, nehajte govoriti stvari, ki niso resnične, gospa. Gospod, imate polno sobo prič. Res je. Odložil sem ga. Odložil sem ga in je padel dol. In ni rešeno. In se umiril, nisem vznemirjena. In se ne prepiram. Ti mi ne dovoliš, da predstavim svoj argument. Nisem rdeč v obraz, gospa. Nisem. Naša sodna zapisnikarka ni ujela, kaj oba govoriva. To je jasno kot beli dan, da se ta ženska ne bo pojavila pred tem sodiščem, ker ima nalog za prijetje zaradi kraje. Ugovor, gospod rekla, kazala. To ni res. In pripravljen si bil. Bil je oborožen. Gospod, stopite nazaj. Mene in stopite nazaj, mene. Streljali so name. Ne bom si ga nadela. Ne, ustavljamo se.
Pravosodna policista pristopila k Hopkinsu, ko je sodnica dala znak. Spoznala ga je za krivega nespoštovanja sodišča. Spravi se mi izpred nosa. Ljudje v mojem življenju. Obnašaš se. Grdo. In umakni se mi izpred nosa. Poglej, kaj. Delaš. Zakaj? Ker gre za neposredno nespoštovanje sodišča. Vplivuje name. Ne, nisem. Niti niste rekli, da sem neposredno. Ne, ne sodim. Fantje. Ampak počutil sem se zelo ogroženega zaradi te osebe. Nihče ne kriči in ne vpije na sodišču. Tega še nikoli nisem slišal v tej sodni dvorani. Na tej točki Hopkins obtoži sodnika, da ga ima na piki, ker je transspolni moški. In od tam so se stvari zelo hitro poslabšale. Ne poškoduj me. Ne poškoduj me. Postavi se vrsta. Me boš pustil na cedilu? Upor. Nisem se upiral. Daj roke za hrbet. Nehaj se upirati. Dobro veš, kaj se dogaja. Ali nočeš iti tja? Ne morem hoditi. Me mečejo na tla. Samo recite tistemu policistu, naj gre dol in hodi tja. Ne, sedi. Ne primite me. Ne morete me prijeti. Kaj počnete? Kaj počnete? Kaj počnete? Lomite me, boli me, krvarim, zabadate me, na tla, na tla, na tla. Ne morem dihati, ne morem dihati, ne morem dihati, ne morem dihati. Ne morem dihati. Dvigni roke. Ne morem dihati. Tihaj. Ne morem dihati, ne morem. Posnetki telesnih kamer dodatnih policistov prikazujejo, kako hitijo v sodno dvorano. Dvignite roke. Nekdo naj pokliče 911. Nekdo naj pokliče številko 911. Nekdo me je poklical. Zdaj imam tvojega. V redu, pobrali te bomo. Smo na ulici. Ne, nimam. Ne potrebujem. Zdaj potrebujem policistko. Pripeljite policistko zdaj. Pripeljite, ja, pripeljite policistko zdaj. Pripeljite policistko zdaj. Jaz. Vidim, daj no. Srečno. Ne morem vstati. Ne vidim. Pravkar je vrgel moja očala. Ne vidim. Daj mi moja očala. Natakni mi jih. Natakni mi jih. Ne morem videti. Stani, jaz ne. Pozdravljeni, prosim, dajte mi moja očala. Ne vidim. Ničesar. Ne poskušam hoditi in ne vidim. Potrebujem svojo denarnico. Vse tvoje stvari bomo pobrali. Daj no. Poskušam hoditi, vlečeš me. Howdy. Daj mi priložnost. Daj mi priložnost, da hodim. Hvala. Spravil ga bom s tebe, šel bom s tabo. Spravi ga z mene. Z mene, piga, nočeš več početi. 16 central, koda 91. Imamo ga v priporu. Zaradi tega sem zgubil telesno kamero. Rad bi vedel, veš, ali lahko spiš z izgubljeno kamero na telesu. Kako mu je ime? 16 central. On prav šinra za 91. Eden je v priporu. Kakšen je njegov priimek? Kakšen je njegov priimek? Kakšen je njegov priimek? Takega mobilnega telefona ne potrebujem. Kakšen je njegov priimek v srednji šoli? Kakšen je njegov priimek?
Divje se poljubljata. Tam zgoraj so prosili za pomoč, pravkar so jih odpeljali, da začnejo skupaj. Zaporna kazen zaradi prisotnosti na sodišču. In potem je ogenj ugasnil. Poskuša prevzeti moje teno. Jaz sem... Se prepiram s sodnikom Jacksonom. Ona pridrvi v sobo. Ona je... Gremo pon. Pelimo ga v Justice Center. Tako je bil Hopkins pridržan v zaporu z varščino v višini $25,000, $25,000 ameriških dolarjev. Nekaj dni po kaosu v sodni dvorani je Hopkins napovedal, da bo njegova odvetniška praksa zaprla svoja vrata. In aprila mu je odvetniška zbornica Oklahome začasno odvzela licenco za opravljanje odvetniškega poklica. Moj bog. Naslednja postaja je Michigan, kjer je bil eden najbolj plodovitih spolnih prestopnikov v državi obsojen na zaporno kazen zaradi svojih zločinov nad stotinami mladih športnikov. Lawrence Larry Nassar. Bill je nekdanji zdravnik ženske reprezentance v gimnastiki in zdravnik na univerzi Michigan State. Izkazalo se je, da je svojo pozicijo izkoriščal za spolne napade na stotine deklet že od 90-ih let, vendar pa je bil obtožen šele leta 2016. V naslednjih nekaj letih je priznal krivdo za več obtožb na več sodiščih. Na koncu je prejel kazni, ki so skupaj znašale več kot 100 let zapora. Kot si lahko predstavljate, je bila zaradi grozote njegovih zločinov napetost na narokih za izrek kazni zelo visoka. Še posebej, ko so pogumna mlada dekleta stopila naprej in spregovorila o svojih izkušnjah s tem zdravnikom. Ko so v javnost prišle novice o tem škandalu, da je dekle, ki je imelo Larryja Nassarja za zdravnika, prijavilo spolno neprimerno vedenje, sem se takoj spomnila na čas, ko sem bila stara 13 let, le otrok, ki je ležal na mizi na MSU. In si položil svoje nezaščitene roke po moji zadnjici in potisnil svoj palec v najbolj intimen del mojega telesa. Tisti dan je bil na sodišču tudi moški po imenu Randall Margreaves in vse 3 njegove hčerke so trdile, da jih je spolno napadel Larry Nassar. In zelo težko je zadrževal svojo jezo. Sodnica, ali lahko obupan oče kaj pove? Kar povejte, gospod. Vinej! Nočemo preklinjati, nočemo uporabljati kletvic. Ne morem si predstavljati jeze, tesnobe in občutka želje po maščevanju. In če moraš kaj povedati, da ti bo lažje, ti z veseljem dovolim, da kaj poveš. Vendar v sodni dvorani poskušamo ne uporabljati kletvic. Če pa imaš kakšne besede, ki bi jih rad povedal, ti želim dati priložnost, da jih izrečeš. Prosim vas, da mi kot del izreka kazni dovolite 5 minut v zaklenjeni sobi s tem demonom. Bi to storili, to je. Ne, kako naša, da ali ne? Ne, gospod. Ne morem. Mi lahko daste 1 minuto? Veste, da tega ne morem storiti. To ni v skladu z našimi pravnimi. 1 minuta. Then Ena minuta. Sprostite se, gospod. Sprostite se? Samo sprosti se. Ja, tako so Margrevesa odpeljali iz sodne dvorane, ga pridržali v priporni celici in je čakal na postopek zaradi nespoštovanja sodišča. Pripeljali so ga nazaj, da bi izvedel posledice, če sploh kakšne, s katerimi se bo soočil. Sodišče se mora ukvarjati z vprašanjem neposrednega nespoštovanja sodišča, ki vključuje enega od staršev žrtve, gospoda Randalla Margrava. Gospod, bi dvignili svojo desno roko? Ne vem, kako bi bilo stati tam kot oče in vedeti, da so bile 3 vaše hčerke fizično in čustveno ranjene strani nekoga, ki sedi v sodni dvorani. Tega si ne morem predstavljati.
Anži, generalna državna tožilka, mi je povedala, da ste danes uradno slišali stvari, ki jih prej niste vedeli. Lahko si predstavljam, da to povzroči tako velik bes in jezo, da bi si vsak starš želel komu fizično škodovati. Tako da to razumem. Ampak morate razumeti, da je to sodna dvorana in tukaj izvajamo in uveljavljamo pravna pravila. Ni sprejemljivo, da na napad odgovorimo z napadom. Ni možnosti, da bi to sodišče izreklo kakršnokoli kazen glede na okoliščine tega primera. In res je, resnično sočustvujem z vami in vašo družino zaradi vsega, kar ste prestali. Mark Gravesovi so se sodnici in sodišču opravičili za izgred. Zdaj pa v Lariju Nassarju. Bil je napaden vsaj dvakrat v 2 različnih zaporih in trenutno prestaja svojo kazen v Pensilvaniji. Naš naslednji intenziven dogodek prihaja iz sodne dvorane v Kentuckyju. Družina žrtve umora je na predhodnem naroku napadla domnevnega morilca. Ja, mislim, da imajo nekaj udeležencev iz te družine ali skupine. Mislim, da ne, nekateri iz te družine ali... Torej je september 2023 in Jaylen Forrest je obtožen umora in nasilja v družini v povezavi s smrtjo svojega očima, Victorja Andersona starejšega. Forrest naj bi ga zadavil do smrti. Nekaj dni po aretaciji je bil Forrest na sodišču na predhodnem naroku. In sodnica je začela z opozorilom vsem prisotnim, da si, čeprav je to težko, želi spoštljivo vzdušje v sodni dvorani. To je javna sodna dvorana, zato je vsakdo dobrodošel, da tukaj sedi in posluša. Ne bom dovolila nobenih izbruhov, razprav ali pogovorov med komerkoli v sodni dvorani in pričakujem, da se bodo vsi obnašali primerno. Vse gre v zapisnik. In Jaylen Forrest. Država proti Jaylenu Forrestu. Detektiv, ki vodi primer, je stopil na prostor za priče in sodniku povedal, kaj je videl na prizorišču zločina. In skoraj takoj so stvari ušle izpod nadzora. Detektivka Burns, ali ste sodelovali pri preiskavi umora, ki se je zgodil 18. septembra 2023 na naslovu Broadleaf Drive 4523? Sem. Povejte nam, kako so bili policisti prvič poklicani na tisto lokacijo? Ne vi osebno, ampak kako je policija prejela klic? Torej, 18. septembra ob približno 15:41 so bili policisti druge enote napoteni na tisti naslov zaradi prijave, da je bil moški napaden. To informacijo so prejeli od klicatelja na številko za nujno pomoč 911, ki je bil med napadom po telefonu z žrtvijo. Ko so prispeli na kraj dogodka, so potrkali na vrata in iz notranjosti zaslišali glas, ki je rekel nekaj v smislu: počakajte, počakajte. Nato so stopili v stik z upravnikom nepremičnine ali vzdrževalcem. Prosim, ne dovolite, da se to ponovi. Želite iti nazaj tja, gospa? Sodnica, ne izpraznimo sodno dvorano. Da. Ne samo gospa. Oprostite, če tega ne zmorete. Oprostite, lahko greste. Lahko si to ogledate prek spleta, gospa. In vaša debela hči? Gospa. Ne vem, kaj bom storila. Ali lahko izpraznimo sodno dvorano? Gospa. Pojdite ven! Strawn! Pojdite, vi, pojdite. Vem, da je to težko. Stopite ven, sicer vas bom vse kaznovala zaradi nespoštovanja sodišča. Gre za nespoštovanje sodišča. Je. Vrnil se je, ni se, ne skrbi zaradi tega. Danes sem se z njim pogovarjala o otrocih. Ima. To je problem. Gospa. Problem. Ali se želite pridružiti ostalim, ki so zapustili sodno dvorano? Vse v redu, samo malo ostanite tukaj. Izpraznila bom sodno dvorano. Prosim, vsi za trenutek stopite ven. Želim, da odvetniki pristopijo. Vsi lahko za zdaj odidete. Torej, zdaj grem, kaj naj naredim?
Ne odhajaj. Za zdaj lahko odideš, dokler se ne bom lahko pogovorila s strankami o tem, kaj storiti naprej. Tudi ko je sodna dvorana izpraznjena, se zunaj še vedno sliši kričanje. Sodnik pa mora ugotoviti, kako naprej. Vem, da je v redu. Ja. Mislim, da so tudi drugi ljudje vpleteni v to zadevo. Hej! Hej, Mark. V redu. Hčerka, o kateri nisem imela pojma, da se bo kaj takega zgodilo. Vem, kaj se dogaja. Hčerka, o kateri govorijo, je njegova hčerka. Ko je nekdo rekel... Izpraznite sodno dvorano. To je bila vaš predlog, da se sodna dvorana izprazni. Ja, samo da bo jasno. Mislil sem, da ste rekli, da je kot... Sem naredila to. Ampak sem mislila, da morda sodišče potrebuje boljše usposabljanje, kako ravnati v takšnih situacijah. Ker ja, verjetno nisem bila varna. Nisem prepričana. Obrnila sem se, da mi je bil stol. Ja. Poskušala sem, da ne bi. Videla sem jazz. Ravno, ker sem videla nekoga s stolom. Ja. In zgodilo se je kar iznenada. Imamo zaslišanja v hiši zaradi umorov. Ja. Ampak preprosto nimajo težav. Vabijo me in nočem iti tja. Samo želim ostati tukaj, prav? Pojdi prvi. Odpuščen si. 5. Boš. Pravzaprav sploh ne vem, kakšen je protokol, nočem ničesar reči in potem, če bi bil kdo zaradi tega poškodovan. Bom šla. Mislim, da je lahko vsak, ki se je vedel grozeče, odstranjen iz sodne dvorane in mu ni dovoljeno. Ne strinjam se z uhanjem okoli mojega avta. Vlastne. Slišala sem to. Povedala bom, da tega nisem vedela. Trenutno je nekdo v priporu, ki ga obtožujejo umora njegove hčerke. V redu. Kako bi želeli nadaljevati? V trenutku bom pripravljena nadaljevati. Ali želiš, da jaz to naredim? Gospodična Gilbert, morda veste? Kaj? Vem, da obstaja pravilo. Ne moram vseh vreči iz javne sodne dvorane. Ampak mislim, da lahko jaz. Mislim, da ti... Lahko izključiš določene ljudi. In sem nagnjena k temu, da to storim. Da. Na podlagi tega, kar sem videla. Ja, mislim, tako. Mislim, da sicer nikoli ne bi rekla sodniku, ne dovolite žrtvi, da karkoli reče v sodni dvorani. Ampak mislim, da večina... Ne moram z gotovostjo reči, da je cela skupina. So sodelovali pri prevrnitvi mize, ampak večina jih je zagotovo bila. Tako da nisem prepričana, kdo ni bil del tega. Interventne službe povedo sodnici, da je več ljudi pridržanih. Zato se sodnica odloči, da mora to obravnavo zapreti za javnost. Samo pokliči me zdaj. Torej tako. Nočem, da se kdorkoli, ki sem ga videla, da je bil glasen ali fizično nasilen, vrne nazaj. Sodnica raje bi imela, da se nihče ne vrne nazaj. Mislim... Torej je to vaša zahteva za zaprto obravnavo. Mislim, da je na neki točki prav vsaka oseba tam nekaj rekla. Tako se je zdelo. Ja, mislim, da sem pripravljena na prvo osebo, ki je bila odstranjena. Mislim, da lahko začnemo kar zdaj. Pomagala ti bom pri tem. Zdaj sem v redu. Kaj vi mislite? Veliko imate za postoriti brez mene. Ampak ali želite nadaljevati zdaj, sodnica? Želim. To bo zaprta obravnava, vendar želim, da vsi vedo, da jo lahko spremljajo prek Zooma, ker mislim, da... Torej ne boste nikoga povabili nazaj v... Sobo? Ne, družin ne. Samo poskušajo izprazniti hodnik, ampak del problema je, da naj bi ljudje bili tukaj noter. Malo se zadržujejo naokoli. Ljudje, ki nimajo nič s primerom, se lahko vrnejo noter. Mi nimamo nič s primerom? Ja. Da, gospa. Po podatkih iz Kentuckyja je ta primer še vedno v sodnem postopku. Rezultata še ni. Prav tako ni informacij o kakšnih novih presenečenjih na sodišču. Na to se vračamo v leto 2021, ko so morali sodišča, tako kot vsi ostali, zapreti zaradi pandemije COVID-19. Večina jih je na to vzpostavila virtualne obravnave, da bi pravosodje lahko delovalo naprej. A to je imelo tudi svoje pasti. Naprimer, kaj s tem mislim? Obtoženec Nathaniel Saxton se je prijavil na obravnavo ob seznanitvi z obtožbo v okrožju St. Joseph v Michiganu zaradi posedovanja pripomočkov za droge. Stvari grejo narobe praktično že od prvega trenutka, ko se pojavi na zaslonu, zaradi svojega imena v Zoomu. Dobro jutro, gospod. Kako vam je ime? Jazz? Ja, vi, da. Saxton. Tvoje ime ni 3000, ti bedak. Prijavil si se na sodišče s takim uporabniškim imenom. Zakaj? Samo malo. Živijo. Kakšen bedak se prijavi na sodišče tako? Kako ti je že ime?
Nathaniel Sexton, gospod, ampak ne verjamem, da sem kaj takega opisal. No, tako piše. Zakaj? Jaz sem. Opravičujem se. Ja, to je samo, ja. Moja bi. Dal te bom v čakalnico. Lahko malo počakaš v čakalnici in razmisliš, kako se imenuješ na spletu. Ja, Nathaniel Sexton se je pravkar prijavil v javni prenos sodne dvorane z izjemno vulgarnim uporabniškim imenom. Na njegovem obrazu lahko vidiš, da ga je popolnoma zmedlo, kaj je sodnik Jeffrey Middleton govoril. Razdraženi sodnik ga je izločil iz čakalnice na Zoomu. In ko se je Sexton čez nekaj minut vrnil, je imel razlago na nek način. Vaša čast. Če smem pojasniti, moja sestra je bila tista, ki mi je nastavila Zoom račun ali karkoli že. Ampak to je ime mojega iPhona za povezavo z Bluetooth zvočnikom, gospod. To je interna šala. Ni tako, kot mislite. Nerodno mi je. Oprostite. No, mi vam treba biti. Prav, kmalu se vrnemo k vam. To je nerodno. Ko se je sodnik končno vrnil k Sextonu, je tožilec povedal sodniku, da so pri Sextonu našli brizgo, pri kateri je test pokazal prisotnost metamfetamina. Priznal je krivdo in mu je bilo rečeno, naj plača $200 kazni. Sodnik je tudi dejal, da ima Sexton veliko srečo, da ga ni kaznoval zaradi nespoštovanja sodišča. Nato gremo v sodno dvorano v Detroitu, kjer se drug obtoženec pojavi na daljavo in takoj pride do veliko zmede. Dobro jutro vam, gospod. Dobro jutro. Kakšno je vaše srednje ime? Lahko prosim snamete kapo? In vaš šal. Kakšno je vaše srednje ime, gospod Gardner? Earl. Ni. Mislim, da je na seznamu zadev pod številko 130, spoštovani sodnik. James Garner. Earl Garner. James E-R-R-O, Earl Garner, kaj ne? Da. Ste na seznamu zadev pod številko 130? Če želite, spoštovani sodnik, lahko takoj dam ponudbo hišni odvetnici. Ona mu jo lahko posreduje. No, James Garner, ali vidiš vse primere, ki jih ima? Vidim samo 4, ki so na seznamu. Ali 5? Imaš jih več? On jih ima še veliko več. V redu. Hočeš, da prijem dol s tabo in naredim skupno ponudbo za vse primere? Če lahko, prosim. V redu, že prihajam dol. Gospod Garner, želite ponuditi poravnavo ali želite iti na sojenje? Rad bi vedel, kakšne so obtožbe. V redu, tu je mesto Detroit proti Jamesu Earl Garnerju. Številka primera SP 1100-435.1, 2 in 3, SP 11695. To so prejšnji primeri, ki so potekli. Prekršek brez zavarovanja, prekršek zaradi zavarovanja. Hvala. In prekršek zaradi nepravilne registrske tablice. Vsi so kaznovani z največjo možno kaznijo, 93 dni zapora in z globo do $500. SB 1169507. Ja, to je veliko obtožb in kazni. Sodnik se prebija skozi njih, vendar ne pride veliko dlje od tega. V redu. Prosim, predstavite se za zapisnik. Sherika Harris, v imenu gospoda Garnerja. Gospod Garner, prosim, navedite svoje ime za zapisnik. Najprej imam nekaj stvari. Najprej morate navesti svoje ime. Najprej morate navesti svoje ime. Počakajte trenutek, gospa Harris. Počakajte trenutek, gospa Harris. Mislim, da se mora gospod Garner zastopati sam. Imam prav, gospod Garner? V čem se zastopam sam? Mislim, zmeden sem glede tega, kaj se pravzaprav dogaja. Najprej, kdo sploh vlaga te obtožbe? To me zanima. Zvezna država Michigan, mesto Detroit. V redu, če je temu tako, obstaja načelo običajnega prava, ki pravi, da mora za kaznivo dejanje obstajati žrtev. Corpus delicti, država ne more biti oškodovana stranka. In če ni žrtve, ni kaznivega dejanja, kaj? Story. Želite storiti? Prosim, izbrišite moje ime iz zapisnika pri tej točki. Hvala.
Kako želite nadaljevati, gospod Gardner? Vi. Razpišite zadevo. V njegovem imenu bom podal izjavo, da ni kriv. Določite mu varščino v višini $0. Ali določite datum sojenja, ali pa bom počakal, da vam mesto da ponudbo. Kaj želite storiti? No, sodišče še sploh ni vzpostavilo pristojnosti. Mislim, najprej treba vzpostaviti pristojnost, pa ta še ni bila vzpostavljena. Ko je ena pristojnost izpodbijana, je to treba rešiti, preden se lahko vložijo obtožbe. Prav. Ali želite to zapisati v predlog, gospod? Kar se mene tiče, morajo biti vse obtožbe zavržene, ker ni ovaditelja. In država tega ne more biti. Ne bom poslušal. Ne bom. Bom. Če želite, če je to vaš predlog, bom ta predlog zavrnil. V redu, torej vse, kar bomo zdaj naredili, ne bomo več pregovarjali. Ali sprejmete ponudbo, ali pa določite zadevo za sojenje. Katero možnost želite? Spoštovano, da bi se to lahko nadaljevalo, mora obstajati ovaditelj, država pa to ne more biti. Če imam pravico do poštenega sojenja, zakon določa, da mora obstajati žrtev. In sprašujem, samo prosim, kdo je žrtev? Koga sem poškodoval? Državljani mesta Detroit iz zvezne države Michigan so žrtve. Država ne more biti žrtev. In če je temu tako... Rekel sem, da so prebivalci mesta Detroit in zvezne države Michigan žrtve. Tako je. Gospod Gardner. Gospod Gardner. A lahko greva v ločeno sobo in ti potem mogoče dam nekaj nasvetov, da ti pomagam pri naslednjih korakih. Bi se s tem strinjala? Seveda. V redu, super. Gardner se vrne na javno srečanje na Zoomu, vendar še vedno ne sodeluje. Sodniku pa je dovolj. Mislim, da je pripravljen. Vaša čast. Zastopa samega sebe. Pojdimo nazaj na zapisnik z Gardnerjem. Kaj želite storiti, gospod Gardner? Želite dati sojenja ali želite ponudbo? To sta res vaši edini dve možnosti. V redu, ker smo na zapisniku, vse, kar prosim, je korpor. V redu, še zadnjič. Zapomnite si, zdaj poslušajte. Tako bo potekalo od zdaj naprej. Če ne boste odgovorili na vprašanje, ki ga postavim posebej, potem vas bom spoznal za krivega nespoštovanja sodišča in od tam bomo nadaljevali. Prav? Vstanite, gospod Raymond. Torej mi pravite. Gospod ne, gospod Gardner. Niste smeli priti sem noter. Ali bo to kršilo? Ustavite se, gospod. Ustavite se, gospod. To je zadnjič, da vas prosim, da spoštujete zakon. Ali prav slišim? V redu. Sprašujem. Gospoda Gardnerja bom obsodil zaradi nespoštovanja sodišča. Neposredno krši odredbo sodišča. Večkrat sem ga prosil, naj ne. Posega v postopek ali dodaja kakršnekoli dodatne komentarje k tej zadevi. Dal sem mu dovolj časa, da odgovori na vprašanje sodišča, vendar še naprej to zavrača. Zato vas bom zdaj spoznal za krivega nespoštovanja sodišča in vas obsodil na 30 dni v zaporu okrožja Wayne, brez predčasne izpustitve. Torej to pomeni, da bo sodišče prekršilo moje pravice, ker se branim sam. Ali prav slišim? 30 dni zapor okrožja Wayne, brez predčasne izpustitve. Sodnik pove Gardnerju, da se mora takoj javiti v zapor. Imam vprašanje. Ne bom več odgovarjal na vaša vprašanja. Danes se javite v zapor okrožja Wayne. Torej bo sodišče neposredno kršilo moje pravice in zakon. Ali je torej tako? Kako se vi počutite? Lep dan vam želim, gospod. V redu. Zdaj smo spet v sodni dvorani sodnika Middletona, kjer se ženska zastopa sama zaradi obtožb, da je bila večkrat aretirana zaradi upiranja aretaciji. Rosalind Ray Kinnan očitno sama sebe smatra za suvereno državljanko. V bistvu gre za gibanje ljudi, ki verjamejo, da zanje zakoni ne veljajo, kaj ne? Ustava naj bi bila spremenjena iz svoje izvirne oblike. In nekateri suvereni državljani vozijo brez vozniškega dovoljenja.
Drugi se morda izogibajo plačevanju davkov, pogosto pa se odločijo, da se na sodišču zastopajo sami. V tem primeru je tako jasno, da namerava Kinanova izpodbijati skoraj vse, kar bo sodnik Middleton povedal. Naslov primera je Ljudje proti Rosalind Ray Kinanovi. Obtožba je, da je približno 16. maja v vasi White Pigeon ovirala in upirala policistu ter vozila za začasno oduzetim vozniškim dovoljenjem. Upiranje in oviranje je zdaj kaznivo dejanje. Kaznuje se lahko z do 2 letoma zapora. Vožnja z oduzetim vozniškim dovoljenjem je prometni prekršek, ki se kaznuje za do 93 dnevi zapora in denarno kaznijo do $500. Prinese 2 kazenski točki na vaš vozniški karton in zahteva, da se vam vozniško dovoljenje odvzame. Prisotna je oseba, ki se je predstavila kot Rosalind Kinan in želela je o tem povedati več. Dali ji bomo priložnost, da to pojasni. Tukaj je tudi tožilec David Marvin in zastopa državo. Naj vas še enkrat vprašam, ste vi Rosalind Ray Kinan? Tukaj sem kot mestna porotnica v zapuščinski zadevi Persona. Rosalind Vezaj Ray, dvopičje, družina Kinan, vejica dedinja. Ali je to zabeleženo v zapisniku? Da, vse mora biti zabeleženo v zapisniku, torej vse se snema. Hej, tukaj sem, zaradi posebne navzočnosti pred sodiščem. In sem svobodna ženska na tej zemlji. Tukaj sem zaradi prevare, groženj in prisile. Sem zasebna ženska. Rosalind Vezaj, Ray dvopičje. Ime, zapisano z velikimi črkami, je edino ime, ki mi je bilo dano. Vsakič, ko je treba opraviti poligraf na določen način, kot ga imam tukaj, ali pa gre za ponarejanje. Ali si to naredila, da bi dobila sodnika? Sporočila. To je tisto, kar mislim. Hvala. V redu, to bom sprejel. Hvala. V redu, mislim, da imamo tukaj pravo osebo. Ko je podpisala dokument o varščini kot Rosalind Ray Kinan, upravičenka pri Quick Bail Bonds. Tožilec pove sodniku, da je tesno sodeloval s Kinanovo, da bi poskušali doseči nekaj, s čimer bi se vsi strinjali, brez kakršnihkoli zapletov na sodišču. Ni se išlo. Preživel sem veliko časa z njo in njenim sinom, ki je tukaj, ki je bil vedno tukaj in sta zelo poštena ter imata dobre namene. Hvala. In mislim, da smo prišli do rešitve, za katero verjamem, da je poštena. Ponudil sem, povedal bom za zapisnik in le čas bo pokazal, ali bo sprejela, upam, da v 2 sekundah. Ampak, kar bi naredil, je, da ponudim poskus kopiranja in oviranja ter zavržem drugo točko. In prosil bi sodišče, da določi datum za izrek kazni kasneje in prosil bi za 6 mesecev. In če do takrat ne bo drugih incidentov s policijo ali kakršnegakoli drugega razloga za nadaljevanje, bi to zavrgel ali pa kadarkoli prej, če bi menil, da je to potrebno. In še enkrat, potem, ko sem delal z njo, ne mislim, da je to nekaj, kar bi moralo biti. Res ne bi rad videl, da bi to šlo naprej kot njeno prvo hujše kaznivo dejanje. Mislim, da jo zanima način življenja, ki ga iskreno poskuša razumeti. Ampak mislim, Deloma tudi. Da bi pomagal sem. Nekako sem skoval ta načrt. Ponudil je, da zmanjša obtožbo za vožnjo z oduzetim dovoljenjem. Ponuja, da opusti obtožbo za hujše kaznivo dejanje in ga zmanjša na obtožbo imenovano poskus oviranja in upiranja policistov. To je lažje kaznivo dejanje. Kaznuje se z do 1 letom zapora in denarno kaznijo do $1000. Ali razumete to obtožbo? Ne razumem narave in razloga za izbiro. Gospod Marvin, opravimo samo predhodno zaslišanje. Ne bom se z njo šel v teh igric.
Morda ste do te neumnosti o ravni zemlji bolj razumevajoči kot jaz. Ampak če bom moral razpravljati o vsem, od tega, kdo je ona, do tega, kakšna je obtožba, bi bilo lažje, če bi kar izvedli predhodno obravnavo. Iz zaprisežene izjave o utemeljenem sumu je razvidno, da je bilo njeno vedenje naravnost škandalozno, z veliko začetnico Š. In zato vam bom dal še eno priložnost, gospodična Kinen. Gospod Marvin se strinja, da opusti obtožbo zaradi vožnje za začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zapisnik kaže, da imate v Indijani začasno odvzeto dovoljenje in da nimate veljavnega vozniškega dovoljenja za Michigan. To je korist. To ne bo vplivalo na vaše vozniške pravice. Oprostite, kaj ste rekli glede tega? To je korist. Ne, predtem Gleda license. on jo pušča in to ne bo vplivalo na vaše vozniške pravice tukaj v Michiganu ali v Indijani, če on to zavrže. Torej ponuja, da to zavrže. In to je prednost. Ponuja, da obtožbo za hujše kaznivo dejanje zniža na milejše kaznivo dejanje. In to je poskus upiranja in oviranja policista. Če želite to storiti, lahko to uredimo zdaj, če ne želite, lahko zaslišimo priče. Policisti so tukaj čakali že 3 ure. Kaj bi radi storili? Me prosite, naj priznam krivdo. Sprašujem vas, ali ste pripravljeni sprejeti ponudbo tožilca za priznanje krivde? Tega ne razumem. Gospod Marvin, deva samo obravnavati priznanje krivde. Resno, igrate se. Torej, najprej, ne napredujete k temu, kar govorim. Ne prekinjate sodnika, ne glede na to, ali ste ravno zemljaš ali ne. Nisem ravno zemljaš. V redu, no, za te nore stvari, ki govorite, imam zelo malo potrpljenja. Nimate odvetnika, kar me skrbi, ker bi te obtožbe lahko privedle do vaše zaporne kazni. Dodelil vam bom odvetnika. Vse, kar morate storiti, je, da mi poveste. Imate pa tudi absolutno pravico, da se zastopate sami. Torej, želite zastopati sami sebe ali želite, da vam priskrbim odvetnika, ki vam bo pri tem pomagal? To je moja pravica, da se zastopam sama. Tako je. Ne mislim, da bi to bila kršitev vaše prisege ob nastopu funkcije. Da naredim kaj? Če bi izpolnili svojo dolžnost po ustavi, ker iščem pravni namen, ne nasveta. No, ali želite, da vam dodelim odvetnika, ali bi se radi zastopali sami? A lahko vprašam, katera pristojnost je to, civilna ali kazenska? To je kazenski primer, kar poudarja dejstvo, da bi vam prav prišel odvetnik, če ne znate ločiti med civilnim in kazenskim primerom. Torej, Kinen očitno ni kos temu, da se zastopa sama in bere nekaj informacij, ki jih je našla na spletu o pristojnosti sodišča oziroma njeni odsotnosti. Vendar jo sodnik popravi in jo opomni, da ji je ponujena precej dobra ponudba. In takrat gre vse samo še navzdol. Zapisnik sodišča kaže, da gre za kazenski postopek. In moje naslednje vprašanje je, vem, da ustava sodišču podeljuje 2 vrsti kazenske pristojnosti. Ena je kazenska pristojnost po običajnem pravu, druga pa je kazenska pristojnost v okviru pomorskega prava ali pred vojaškim tribunalom v skladu z 1. členom 8. odsek 17. klavzula ustave. Po kateri od teh 2 pristojnosti me namerava sodišče soditi? To je zakonska pristojnost po pravu Zvezne države Michigan. Ni nič od teh stvari vključno z nenavadno pomorsko klavzulo, na katero se ljudje poskušajo sklicevati. To je kazenska pristojnost, ki jo je odobril državni zakonodajalec, tukaj v Zvezni državi Michigan. Hvala. Naj se v sodnem zapisniku zabeleži, da namerava sodišče proti meni voditi kazenski postopek po zakonski pristojnosti. Ampak to me spravlja v dvome. Še nikoli nisem slišala za kazenski postopek po zakonski pristojnosti. In taka pristojnost ni določena v ustavi.
In lahko bom nadaljevala, če mi lahko pokažete, kje lahko najdem objavljena pravila civilnega postopka po zakonski pristojnosti in kje obstajajo ta narava, vzrok in pristojnost. Ključno je, da imam objavljena pravila postopka, da lahko zagotovim pošteno obrambo in pošteno sojenje. V nasprotnem primeru je treba to zavreči. In prosim, rada bi to imela v pisni obliki. Hvala. To niso pravila civilnega postopka, to so pravila kazenskega postopka. In obtoženec ne pride in ne pokaže sodišču, povejte mi, zakaj lahko to storim. Obtožen ste po kazenskih zakonih Zvezne države Michigan in pravkar sem vas o tem uradno obvestil. Trenutno želim samo ugotoviti, ali se želite zastopati sami ali ne. Kot sem omenil, je vedenje opisano v izjavi pod prisego ali v poročilu o vaščini, naravnost nezaslišano z veliko začetnico N. In zelo verjetno bi lahko šli v zapor za daljše časovno obdobje. Gospod Marvin vam je skušal ponuditi priložnost, da se tej možnosti izognete. Ampak vendar zapravljate naš čas s temi stvarmi, ki nimajo nobene pravne osnove. Ponujam vam odvetnika, ki bi lahko dejansko utemeljil vaše pravne argumente, vam svetoval oziroma vam pomagal v tej zadevi. Ampak tukaj imamo že več ur nekaj policistov iz White Pigeona na nadurah. Še vedno čakajo. Da se odločite, kaj želite storiti. Nisem še niti začel s prvim, no? Najprej sem moral ugotoviti, kdo ste. To je vzelo veliko več časa, kot bi si zaslužilo. Drugič, poskušam ugotoviti, ali želite imeti odvetnika ali ne. Ponovno, imate pravico, da se zastopate sami. To si želite. Vendar ste mi pokazali, da ne razumete zakona. In second, ste v nevarnosti, da boste zaradi tega neprimernega vedenja zaprti. Sem sposobna in samozavestna. V redu. V redu. Naslednje vprašanje je, ali ste pripravljeni sprejeti ponudbo gospoda Marvina, da prizna krivdo za prekršek. Nisem še zaključila s tem, kar sem vam želela povedati, prosim. Redo. Lahko? Hvala. Zato sem želela povedati, da ne verjamem, da bi bilo to kršitev vaše prisege, če bi izpolnili svojo dolžnost po ustavi, ker iščem pravni namen. V redu, torej imam pravico, da se zastopam sama. Da bi se lahko pametno branila, moram vedeti, pod katero pristojnostjo to sodišče deluje. Ker pravila civilnega postopka v okviru običajnega prava so zelo različna od pravil civilnega postopka na fakultetnih ali vojaških sodiščih. Nehaj. To smo že obravnavali. To ni civilni postopek. 6. amandma mi daje pravico vedeti, katera pristojnost se uporablja. In povedal sem ti, katera je. In ti nalaga dolžnost. V redu, nehaj. Če me še enkrat prekineš, te bom kaznoval zaradi nespoštovanja sodišča in boš šel v zapor. Prosim. V redu, prosim. O tem bomo govorili jutri ob 3. Ugotavljam, da ste krivi nespoštovanja sodišča. Takoj greste v zapor. In bomo, bili ste. Sedim tukaj, ta zadeva je preložena, prosim za čas, da uveljavim svoje pravice po 6. amandmaju. Tako da lahko o tem še eno noč razmislite v zaporu. Prosim, rešite to zdaj. Ne, greste v zapor za 24 ur. Vem, da si ne želite iti v zapor, ampak si ga zagotovo niste zaslužili. Nadaljujte s tem. Prosim, pustite mi, da končam. O tem bomo govorili jutri ob 3. In do sodišča boste bolj spoštljivi. Lahko zagotovim, ne prekinjajte sodišča. Vaši pravni sklici so brez pomena. Oprostite. Ne želim. Tako da lahko greste s policistom, nočem se prepirati o tem, odpeljite jo ven, to bomo obravnavali jutri ob 3. Stani in ne poglej. Ne moram dobiti njenih vidikov, ker so... Oni jih bojo dobili zate, vso dokumentacijo lahko predaš njemu. Hvala. Gospod Marvin, ne vem, kaj imate jutri ob 3, ne vem, kaj imam jaz, ampak jutri bomo poskusili še enkrat. Pravica potrebuje čas. Zdaj vem, kaj se dogaja. In da bom peljala do poštenega sojenja. Še niso imeli sojenja. Pošteno sojenje.
Ja, še sploh nismo prišli. Ja, tako da mora Keenan preživeti noč v zaporu zaradi očitka nespoštovanja sodišča. Njen sin je bil prav tako v sodni dvorani in zdi se, da želi pomagati svoji materi skozi njene pravne težave. To je to, konec. Ja, končali smo. Lahko nekaj povem? Da? Mislim, da ni poskušala zagrešiti nespoštovanje sodišča. Poskušala je uveljaviti svojo pravico. In mislim, da je šlo le za nesporazum glede tega, kako naj to izgovori. No, rekel se mi naj preneha, pa ni prenehala. In ne ve, kaj počne. Potrebuje odvetnika. In če ne bo previdna, si bo nakopala. 90 dni zaradi nespoštovanja sodišča. To bomo obravnavali jutri ob 3 uri. In kolikor ji svetujete glede teh stvari, ji s tem ne delate nobene usluge. Gospod Marvin je ponudil ugodno rešitev, po kateri v svoji evidenci ne bi imela obtožbe. In vse, kar želi, je, da se o tem prepira. Imel bom. Še vedno ta zapis ali to evidenco, ta možnost še vedno obstaja, če se pogovorim z gospodom Martinom, mislim. Ja, verjetno res ne moreš je zastopati kot odvetnik. Vem, ampak on bi lahko. Ja, gospod Marvin želi, da se to konča. Tudi jaz. V redu. Hvala. Naslednji dan se Keenan znova pojavi pred sodnikom Middletonom in tokrat grejo stvari zelo drugače. Gospodična Keenan je prej navedla, da ne želi imeti odvetnika in takrat ni bilo odvetnika, ki bi jo zastopal. Tožilec David Marvin je bil tukaj včeraj, prav tako je bil tukaj eden ali več policistov, ki so bili pripravljeni pričati. Nismo prišli prav daleč. Začeli smo obravnavati podrobnosti, vendar je gospod Marvin podal ponudbo za priznanje krivde. Tega nočem ponavljati, gospa Keenan. Tožilec ni mogel biti v sodni dvorani, vendar ponudba, ki jo je dal dan prej, še vedno velja. Danes zjutraj se je oglasil in mi potrdil, da je njegova ponudba za priznanje še vedno odprta. Da se opusti obtožba za hujše kaznivo dejanje in vožnjo z odvzetim vozniškim dovoljenjem v zameno za priznanje poskusa upiranja ali oviranja policista. Včeraj smo se pogovarjali z gospo Keenan. Ugotovil sem, da je bila kriva nespoštovanja sodišča in odredil, da gre v zapor, kar je tudi storila in danes smo tukaj. Poskušali smo ugotoviti, ali želi kakršnokoli pravno pomoč v tej zadevi. Torej, gospa Keenan, ste ista oseba kot včeraj, z enakimi zadržki in skrbmi. Je to pravilno? Hvala. Imam some things, da moja vozniška ne bi smela biti odvzeta in so mi jo v Indijani tudi ponovno izdali. V redu. No, pripravljen je opustiti to obtožbo. Mislim, da je zato, ker sem mu to pokazala. V redu, no, morda res. Rekel je, da sta imela več pogovorov. Poglejmo, če lahko začnemo na začetku. Tukaj ena. Ali želite, da vam pri tej zadevi pomaga odvetnik? Lahko vam ga dodelim in določimo nadaljnjo obravnavo. Nočem vam ga vsiljevati, vendar mislim, da bi vam lahko pravni zastopnik koristil. Bilo je jasno, da niste razumeli razlike med kazenskim in civilnim postopkom in sami ste si prisodili dan do zaporu. Ne bom užaljen, če mi poveste, da želite imeti odvetnika, v tem primeru bi zadevo preložil za 2 tedna. Torej, če jaz izberem, da dobim odvetnika, imam 2 tedna in potem danes ne bo nič drugega obravnavano. Pravilno. Zdaj lahko podate priznanje krivde v skladu z današnjo ponudbo gospoda Marvina glede prekrška. Ampak mislim, da bi vam koristilo, če bi imeli odvetnika, ki bi vam pri tem pomagal. V tem primeru bi jo preložil na 5. julij. To je čez 2 tedna popoldne, običajno bi bilo v torek, ampak takrat je praznik. Bilo bi ob 1. uri, 5. julija. Ali bom morala še vedno ostati v okrožnem zaporu in čakati? No, pogovorimo se o tem. Ne, plačali ste gotovinsko varščino ali jamstvo v višini $10,000, vendar pa niste privolili v odvzem prstnih odtisov. Takoj, ko boste privolili v odvzem prstnih odtisov, boste lahko izpuščeni iz zapora. V nasprotnem primeru boste tam sedeli 2 tedna.
V redu. Ali želite, da vam dodelimo odvetnika? Da, če vi imenujete odvetnika, odvetniki za obrambo. Da. V redu. Tukaj je vaš sin. V redu. Dodelil vam bom odvetnika, za katerega mislim, da bi vam lahko koristil. Mislim, da lahko to vedno poveste kasneje. Ne želim ga, ampak zdi se, da imate možnost, da se posvetujete z njim. Hvala. Vendar ne boste izpuščeni, dokler ne opravite postopka evidentiranja, vključno s fotografiranjem in odvzemom prstnih odtisov. Oprostite. Da, gospa. Danes, mislim, da je bilo danes, ali pa zato, ker sem veliko spala, tako da kakorkoli, prijavili so me in me fotografirali. V redu, slika je narejena, to je dovolj dobro, ampak moraš privoliti v odvzem prstnih odtisov. Še vedno moram dati prstne odtise. In lahko se odločiš, ali želiš to narediti, če ne želiš, je to tvoja odločitev. Moram to narediti. V redu. Ker cenim tvojo ponudbo, hvala ti. Zdi se, da se je Keenan tokrat le naučila lekcije. Ampak zdaj ne moremo narediti epizode o velikih trenutkih v sodni dvorani, ne da bi govorili o enem od obtožencev na Mount Rushmorju najbolj norih sojenj. Seveda govorimo o Darrellu Brooksu, moškem, ki je bil na koncu obsojen, ker je svojim terencem zapeljal božično parado v Waukesha v Wisconsinu. Ubil je 6 ljudi in ranil več 10 drugih. In ko je šlo za njegovo sojenje zaradi obtožb naklepnega umora, se je Brooks odločil, da je njegova edina možnost, da se zastopa sam. Prinesel sem te škatle gor, nisem imel časa, da bi vse tam pregledal. Kot lahko vidite, je veliko in to je milo rečeno veliko. Tako da nisem imel časa pregledati vsega, kar je tam noter. Improviziram, vaša čast. Tretji dan sojenja je prišlo do prisrčnega trenutka med Brooksom in sodnico Jennifer Darrow, ko se je Brooks opravičil za katerokoli svoje dosedanje izpade. Rad bi sodišču izrekel opravičilo v svojem imenu. V zvezi z mojimi dejanji prejšnji teden med sojenjem. Želim, da sodišče razume, da je trenutno zelo čustveno, ne samo zaradi celotne situacije na sojenju. Družine tukaj, ki morajo iti skozi vse, kar je povezano s sojenjem, pa tudi moja družina in jaz sam, je zelo čustveno. In ne, da bi opravičeval svoje dejanja, moral bi se obnašati z več spoštovanja. Nisem bil vzgojen tako. Popolnoma razumljivo. Mislim, da je to čustvena izkušnja za vse vpletene. In cenim, da ste ob razmisleku ugotovili, da sta vljudnost in primerno vedenje pomemben del sodnega postopka. Ja, ampak to ni trajalo dolgo. Njegovo nerazumevanje vsega, od sodnega postopka do prava, je večkrat zmotilo potek sojenja. To bi morali ustrezno urediti, še preden pride porota. Sem odrasel moški z odraslimi otroki. Nihče, prav nihče mi ne bo tako govoril. Nihče. Nimam težav s tem, da naredim, kar ste me prosili. Ne mi ukazovati. Tako kot takrat, ko sem vas vprašal o stvarni pristojnosti, ki je še niste dokazali v zapisniku. Ampak nekako naj bi bil jaz tisti, ki namerno moti. Daj no, človek, nehaj, samo nehaj. Porota prihaja. V redu za poroto. Ne bo šlo. Brooks je pogosto trdil, da porota ne dobi vseh informacij, ki jih potrebuje za sprejetje odločitve, vendar sodnik Darrow tega ni sprejel. To ni pošteno do porote. Imajo pravico slišati vse. Ne bom sedel tukaj in ti dovolil, da prirediš sojenje, ker nočeš povedati resnice poroti. Gospod Brooks, prosim, nehajte. Ne, prosim. Motite potek. Si nespoštljiv. Vedno iščeš nek razlog, da rečeš, da je nekdo moteč, ker želi, da je resnica razkrita. Človek, nehaj, ti naj bi. Opozarjam vas, da boste ob nadaljnjih prekinitvah izgubili pravico do navzočnosti. Pri tem, po katerem zakonu in dejstvu lahko to storite. Illinois proti Allenu. V redu, ampak četrta možnost, ki ste si jo izmislili, sploh ni v zakonu. Ker tega ne morete storiti. Moram sprejeti odlok. Tega ne morete storiti, ni potrebe. Ne morete. V redu, vse bom oprostila.
Gospod Brooks bo odstranjen iz sodne dvorane. Nadaljeval bo v sosednji sodni dvorani. Sodnica Dar je gospoda Brooksa večkrat med tem sojenjem odstranila v ločeno sodno dvorano, da ne bi motil postopka. Vendar je še vedno lahko spremljal, kaj se dogaja. Utišan sem. Ne. Porota mora vedeti, da lahko odloči tudi v nasprotju z zakonom. Zdaj ste utišani. Ja, bilo je trenutkov, ko je Brooks snel svojo srajco. Zgradil je tudi utrdbo iz škater z dokazi. Mahnil bi z rokami, da bi ga kamera lahko ujela, vendar je zavrnil nošenje slušalk, da bi slišal, kaj se dogaja. In ko so mu dovolili vrnitev v sodno dvorano, je še naprej nespoštljivo izzival sodnico. V redu, porota se vrača. In vas opozarjam, če boste to še enkrat omenili, bom prekinila in vas odstranila v naslednjo sodno dvorano. Ugovarjam. Ste slišali, kaj sem rekla? Ne, nisem. Ugovarjam temu, vaša čast. Vas to vznemirja? Naredila bom ustrezen zapis. Ne prekinjajte me. Porota prihaja. S tem sojenjem nadaljujemo kljub vašim včerajšnjim ponavljajočim se poskusom motenja postopka. Včeraj ste sami, gospod, 17krat prekinili, ne vključno s priložnostjo, ki sem vam jo dala, kjer ste porabili 15 minut. V redu, razpravljali ste predvsem o nepomembnih ali neutemeljenih obtožbah in zahtevah, ki niso bile utemeljene na zakonu ali dejstvih. Včeraj sem bila izjemno potrpežljiva z vami. In še vedno niste z dokazi potrdili nobene od laži. Nič od tega ni potrebno, gospod. Ker tega ne morete potrditi, vaše prepričanje, da je to zakon, še ne pomeni, da je res. Gaspard Brooks. In kljub svojim prizadevanjem, da bi se branil, je bil Darryl Brooks poznan za krivega po vseh 76 obtožbah, vključno 6 točkami obtožnice za naklepni umor prve stopnje. Porota je o tej odločitvi razpravljala le nekaj ur. Mimogrede, sodnica Darrova pa je Brooksa obsodila na 6 dosmrtnih kazni in še dodatnih 700 let zapora. Veste. Poleg tega, preden pridem do tega, sem se v svojih 11 letih na sodni klopi večkrat soočila z zlom iz oči v oči. Včasih, velikokrat dobri ljudje naredijo slabe stvari, a so tudi trenutki, ko zli ljudje naredijo slabe stvari. Za srce, ki je nagnjeno k zlu, ni zdravila ali zdravljenja. Otroška travma, bipolarna motnja, fizična zloraba otroka ali celo travma iz otroštva niso povzročili, da bi Darryl Brooks storil dejanja, za katera mu bo danes tukaj izrečena kazen. Temu sodišču je zelo jasno, da razume razliko med pravim in napačnim, ter da se preprosto odloči, da bo prezrl svojo vest. Gonita Gajeza Embes. Nekateri ljudje se žal odločijo za pot zla. In mislim, gospod Brooks, da ste vi ena izmed teh oseb. Kot ko mama mi srce para za vašo družino, za vašo mamo in za vašo babico, za sina, ki ga je vzgojila, za vnuka, ki ga je vaša babica poznala. Upanja in sanje, ki so jih imeli za vaše življenje. Ni jih več. In mislim, da jim je morda veliko lažje kriviti duševno bolezen, kot pa se soočiti s svojim sinom. Je naredil zelo slabe stvari zaradi zelo slabih motivov. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Hvala vsem, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock platformi. Če želite slediti meni na X, Instagramu ali moji oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo od ponedeljka do petka ob 23:00 po vzhodnem času, se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.